To je tudi zgodba, ki smo jo pravzaprav danes zjutraj ekskluzivno objavili v Večeru. V tako imenovani zadevi Koprivnikar se je po naših informacijah Generalna policijska uprava odločila, da vroči 7 izrednih odpovedi delovnega razmerja po ponovni interni preiskavi, ki naj bi pokazala hujše kršitve. Med odpuščenimi naj bi bil tudi Zoran Petrovič, policijski sindikalist. Kako ta ukrep komentirate, gospod predsednik, in predvsem, kako vidite, da bi lahko, če bi lahko, ta odločitev vplivala na nadaljnja pogajanja? Namreč še sinoči sta se predstavnika obeh policijskih sindikatov dogovorila, da se stavka nadaljuje, najbrž pa ne vede, da so na poti te izredne odpovedi delovnega razmerja. Teh ukrepov in celotnega dogajanja ne povezujemo z pogajanji s policijskimi sindikati, to sta dve ločeni zadevi. Tu je neka ožja skupina policistov storila nedopustno dejanje, zato je prav, da je vrh policije tako ukrepal. Gre seveda za delovnopravni ukrep. Če se bo izkazalo, da gre tudi za elemente kaznivega dejanja, potem je to stvar tožilstva in ne postopki tečejo naprej. Mislim, da je treba to razčistiti, kajti gre pravzaprav za zelo hudo dejanje, kadar ga stori uradna oseba, kot je policist. Po drugi strani pa naj poudarim, da to ne sme vreči sence na celotno delo policije, kajti, kot veste, policija deluje zelo dobro, še posebej pri migracijah so se izkazali policisti kot izredno požrtvovalni, usposobljeni. In tudi sicer, ko gre za javni red in mir, za promet in podobno, vemo, da so v svojih nalogah pogosto odlični, tudi zelo požrtvovalni, mnogi izmed njih. Ampak seveda, ta dogodek je pa treba razčistiti do konca in ne poudarim ponovno, to ne povezuje vlada z pogajanjem s sindikati. Kot veste, smo se doslej pogajali tudi z gospodom Petrovičem, ki je bil v postopku, ker nismo hoteli tega seveda povezovati, in pogajanja bodo tekla naprej. Vlada je prišla s približevalnim predlogom in mislim, da prihodnji teden bodo ta pogajanja spet intenzivirana v neposrednem srečanju z našo pogajalsko stranjo in predstavniki sindikatov, kdorkoli bo pač na oni strani. Hvala lepa, gospod predsednik, za ta krajši pogovor, daljši pogovor z vami, tudi bolj v globino Podravske regije in Maribora pa v jutrišnjem tiskanem Večeru. Hvala za povabilo.